Na novinarski konferenci je sedanji župan in kandidat za župana v prihajajočem mandatu Andrej Čas predstavil smernice svoje vnovične kandidature. Dober dan, spoštovani novinarji, spoštovane novinarke in cenjeni prijatelji, sodelavci, kolegi. Hvala za udeležbo na tej konferenci. Glede na to, da smo zdaj na začetku kampanje in je to samo najava kandidature, bom bolj kratek v programu, bo priložnosti še veliko na soočenih, na srečanjih in vseh tih dogodkih, ki nas čakajo. Za začetek naj povem to, da je moja ponovna kandidatura na nek način uresničitev predvolilne obljube izpred 2 let in pol. Takrat sem dejal, da ne mislim odigrati samo epizodne vloge do rednih volitev, ampak da se podajem na to pot z odgovornostjo in resnostjo, ki terja funkcije župana mestne občine. To odločnost, da stvari v mestu Slovenj Gradec in v mestni občini Slovenj Gradec premaknem na bolje, sem v mestnem času še ukrepil, zato v ta predvolilni boj stopam še z večjo mero optimizma in zadanosti. V svojem kratkem mandatu sem pridobil tudi nova znanja, izkušnje, dragocene, in to bo dragocena popotnica za naslednji mandat. Ni težko priznati, da so bile tudi kakšne napake, te se vedno zgodijo in jih je treba priznati, so pa tudi dobra šola za življenje in za naprej. Brez sramu ali povsem sovereno lahko rečem, da smo glede na dane razmere v zadnjih 2 letih storili veliko. Tako jaz kot župan, kot občinska uprava, vse službe, javne zavode in vse organizacije občine, ki so povezane z delovanjem mestne občine. Stanje, v katerem je bila občina na prevzemu mandata, ni bilo zavedljivo. Zadolženost do zakonskih mej, s tem onemogočeno najetje novih posojil, ampak samo dolžnost odplačevanja glavnice že najetih, s katerimi se odplačujejo stare investicije. Mnogi projekti so bili slabo pripravljeni, jih je bilo treba dokončati, nekatere naložbe dokaj nepremišljene in so ujele precejšnja občinska sredstva, kar nekaj milijonov, kar pa seveda potem onemogoča ali pa zmanjšuje potencial za nove. Iztekajoča se finančna perspektiva ni dajala priložnost za kandidiranje na novih razpisih za večje projekte, kar pa je bilo, pa smo seveda kandidirali in tudi uspešno črpali. Splošna recesija v državi, torej splošno slab gospodarski položaj, kar je pač neko širše okolje, v katerem deluje občina. Za nameček pa še 2 naravni nesreči, ali celo 3, govorimo o poplavah, govorimo o velikih snežnih padavinah in o žledu, pa so naravno obremenile proračun in seveda s tem še dodatno vzele potencial za investicije. Vse to je bila torej realnost, s katero sem se soočal po prevzemu mandata. Ne glede na to, pa je občina pod mojim vodstvom in v sodelovanju z strokovnimi službami in z vsemi delavci v upravi, z občinskim svetom, uspešno izvajala svoje funkcije, ki so seveda jasne, financiranje vseh dejavnosti, zavodov, govorimo o predšolski vzgoji, šolska vzgoja, kultura, šport, gasilstvo, celo povečali smo sredstva za te namene. V izgradnji in obnovi cest, če vzamem samo ta primer, ki je najbolj izpostavljen, pa sem ugotovil, da smo celo nadpovprečno dobro. Nekje nad 5 km je povprečno število kilometrov. V zadnjih letih, medtem ko je bilo v letih 10 in 11, ki sem jih vzel za primerjavo, to nekoliko nad 4 km. Glasbena šola, o kateri se mnogo govori, se je pričela graditi brez zaključene finančne konstrukcije. In takoj, ko je bilo mogoče, ko smo zagotovili sredstva, smo tudi odločili, da jo nadaljujemo, gradnjo nadaljujemo, v letošnjem proračunu so zagotovljeni viri, glasbena šola bo končana v naslednjem šolskem letu. Uspešni smo bili tudi pri črpanju evropskih sredstev, koliko jih je pač še ostalo, iztekajoče se finančne perspektive 2007-2013 in v razrezu, ki je bil narejen na osnovi regionalnega razvojnega programa.
Dokončali smo mrežni podjetniški inkubator in če dam še ta primer, da smo po 2 neuspelih poskusih kandidiranja na programu razvoja podeželja bili v lanskem letu uspešni in dobili denar za ureditev vaškega jedra Gmajna. V tem zaselku smo uredili ravno kar se končuje dela, komunalno infrastrukturo, cesto, varno pešpot, kanalizacijo, ki se bo seveda še nadaljevala po priključku posameznih hiš. Tu so še razne energetske obnove stavb, pa drugimi nalogami naj omenim dokončanje osnutka občinskega prostorskega načrta. Ta zelo obširen, zahteven dokument je zdaj v obravnavi na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor in na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ki bo sta podala prvi mnenji. Na to seveda sledijo postopki za sprejem tega prostorskega načrta na občinskem svetu. Še posebej sem ponosen na izboljšanje poplavne varnosti v občini, ki se je v tistem usodnem novembru 2012 izkazala za povsem nezadostno za neko področje, ki je bilo občini spregledano. Po kratkem času smo potem realizirali projekt regulacije suhodolnice in pa z intervencijskimi sanacijskimi deli bistveno izboljšali poplavno varnost industrijske cone Paviča. Tu je občina sodelovala aktivno s projekti in z sofinanciranjem pri izgradnji nasipov in tako je bilo tudi na drugih področjih, kjer so bila poplavno ogrožena, pa so danes veliko bolj varna. Vse to je že preteklost, zdaj smo tukaj, da gledamo v prihodnost. V novem mandatu bo delo vse olajšano, vstopamo v prihodno finančni program Evropske unije 2014-2020, vstopamo v dobre finančne kondicije z domišljenimi, realno zasnovanimi projekti, ki so tudi dejansko izvedljivi in razvojno naravnani. Pripričan sem, da bodo ti projekti dvignili kakovost življenja občanov v občini kot celoti, ne bodo favorizirali ne mesta, ne podeželja. Oboje v enaki meri zastopljeni. In posredno bojo ti projekti zagotovili tudi nova delovna mesta, kar pa je naš prvi cilj. O teh projektih bo več povedano v naših objavah na spletnem portalu in drugih publikacijah, ter seveda na soočenjih, ki bojo sledila. Za današnji namen bom naštel le nekaj izstopajočih projektov, ki jih načrtujemo v naslednjem mandatu, vendar bojo izvedljivi v celotnem finančnem programu 2014-2020. Izpostavil bi torej le sledeče. Zelo obširen in pomemben projekt je urbana prenova mesta. Ta projekt bo zastavljen ali pa bo pokrit v okviru novega evropskega mehanizma celostna teritorialna naložba. V ta program je Slovenj-Gradec vključen kot mestna občina. Le 11 mestnih občin bo upravičenih do tega programa in financiranja preko mehanizma celostnih teritorialnih naložb. V Slovenj-Gradcu sem si zamislil, da bi v okviru te prenove vključili recikliranje zapuščene industrijske cone, govorim o coni okrog nove opreme, ki bo z to prenovo dobila nove vsebine in nove priložnosti za podjetništvo. Drugič, v tem okviru načrtujem prenovo stanovanjskih naselij, gradnja stanovanj za mlade in tretji sklop so nove javne zelene površine namenjene za šport, rekreacijo, prosti čas. Gre za centralni park z otroškim igriščem, obvodni prostor, kopalna jezera, kopalne površine, skate parki in podobno. Vse to je torej namenjeno temu, da mesto dobi privlačnost, novo privlačnost in preko obogatitve bivalnega okolja tudi povečati domačo potrošnjo in spet nova delovna mesta preko tega. Drugi sklop
zajema prenovo vaških jeder in izgradnjo manjkajoče komunalne infrastrukture na podeželju. Podeželje ima največ problemov pri cestah, kanalizacijah in pa izgradnji malih čistilnih naprav, ter seveda tudi marsikatero naselje je še brez varnega vodovoda. Te projekte bomo financirali preko evropskih strukturnih skladov, mehanizma lokalna skupnost za razvoj in ukrepi kmetijske politike, ki se izvajajo preko mehanizma LIDER ali naših lasov. Tretji sklop pa je izgradnja turističnega letovišča v Mesninski Dobrovi. Kot veste, je občina v preteklih letih, oziroma v letu 2006-2006, vložila velika sredstva v poskusno vrtino in v nakup 15 hektarov velike parcele v Mesninski Dobrovi. To so bila velika vlaganja, morda premagljena, nepremišljena, predvsem z tega vidika, da je cena nenormalno visoka in pa torej nenormalno visoka, glede na to, da projekt še ni imel nobenega investitorja od zadaj, da sama poskusna vrtina ni zagotovila dovolj vroče in pa dovolj izdatne vode in pa da je tudi prostorsko zadeva neusklajena. V istem času se namreč začel graditi tudi regijski center za predelavo odpadkov, torej tovarna za predelavo odpadkov v neposredni bližini. To je nekako logično skregano z zdravim umom, ampak takšna so dejstva. To je zdaj naložba okrog 2,4 milijona, ki je treba nekako aktivirati. In v času, ki sem ga imel na voljo, sem tudi v tej smeri veliko delov. Določeni rezultati se že kažejo. Zasnova tega letovišča pa je v 3 točkah. Prvi sklop zajema projekt izgradnje vodnega parka na Jenini in potoku Štihovec. Gre za renaturacijo, izvedbo mokrišč, novih habitatov, torej živalskih in rastlinskih habitatov, ki bi jih lahko financirali preko prednostnih opcij v novih operativnih programov, ki te stvari tudi podpirajo. V okviru tega pa bi zgradili tudi kopalni del, ki bi služil turizmu, rekreaciji, športu. Ta del bo torej potekal preko financiranja mestne občine Slovenj Gradec in evropskih skladov. Medtem ko drugi del, ki bi zajemal izgradnjo doživljajskega parka v Dobrovske vasi ali v gozdo v okolici Dobrovske vasi, pa seveda lahko izvedemo preko javno-zasebnega partnerstva. Občina evropskih virov za take stvari ne more dobiti, so pač določene omejitve pri črpanju evropskih sredstev, ki se jih morda nekako nekateri ne zavedajo. In tretji sklop je seveda povezava tega turističnega letovišča z vsem tem, kar že obstaja v občini, to je samo mesto za ponudbo na kulturnem, športnem in tem področju in pa seveda druga destinacije, ki so že izgrajene, to je letališče, potem imamo zahodno Pohorje in Prešivec na drugi strani. O tem pa je seveda dala neke rezultate tudi urbanistična delavnica izvedena v pomladanskem času. Seveda, poleg teh projektov so še mnogi drugi enako pomembni. Gre za prenovo vodovoda, to lahko delamo s pomočjo kohezijskega sklada, prenova kotlarne, prehod na biomaso in pa seveda nadaljevanje tudi razširitev doma starostnikov, ki bo možna po sprejetju zakona o trajnostni oskrbi in pa podeljevanju novih koncesij v letu 2016, pa aktivnosti na prometni dostopnosti, ki govorimo o 3. razvojni osi in tako dalje in tako dalje. Skratka, z vsemi temi naložbami, predvsem naložbami v turistično, športno in kulturno infrastrukturo, želimo izboljšati bivalni standard občanov, povečati domačo potrošnjo in privabiti turiste, s tem pa ustvariti tudi nova delovna mesta. A kot rečeno, več o teh programih v nadaljevanju. Vsi ti projekti gradijo na realni osnovi in so v sozvočju z finančnimi zmožnostmi občine. Volivkam in volivcem ne mislim zidati gradov v oblakih, jim obljubljati ogrevanih bazenov in podobnih stvari, za katere ob predpostavki, da občina izpolnjuje tudi svoje osnovne funkcije, zmanjka denarja. Nepremišljene naložbe, o katerih sem že govoril, zemljišča za terme,
dragi nakupi parcel za poslovno cono Ozare, izgradnja kanalizacije Kope, postavitev, umestitev mladinskega kulturnega centra in mrežnega inkubatorja, sama arhitektura in prostorske odločitve so bile slabo premišljene in ne postavljajo zdaj občine v najboljši položaj. Ampak meni služijo kot neko opozorilo za bodoče odločitve, kako v bodoče uporabljati evropski in pa občinski denar. No, v predvolivnem času ne bom delal populističnih obljub, torej populizmu se nameravam izogibati. Želim si tehtne, argumentirane razprave, v kateri bomo lahko vsi povedali svoje stališče do problemov v naši lokalni skupnosti, predstavljali rešitve za. Upam le, da mi preveč energije ne bodo pobrali podarci pod pasom, neosnovane anonimke in podobne neumnosti, ki jih očitno nekateri nameravajo uporabljati za čisto partikularne cilje. In ko smo že ravno pri teh predvolivnih cvetkah, bi vseeno malo pokomentiral določene primerjave ali pa navedbe. Nazadnje sem slišal, da je občina razglašen orkester in morda na takšen očitek najmanj to, da je nekorektno, da ga izreče nekdo, ki ta orkester 10 let gradil, vodil in mu zdaj očita razglašenost in neodgranost. Morda je ta razglašenost res posledica, da je kakšen član zafušal, ker je gledal dirigenta iz publike. S tem sem se hotel povedati to, da želim, da bi uspeli pustiti te stvari v strani in ohraniti zadostno mero spoštljivosti v medsebojni komunikaciji. Sam in moji sodelavci bomo težili k temu, da nam bo to uspelo in upam, da so podobnih misli tudi tisti, ki bodo v diskusiji z mano v prihodnih dneh. Za konec vas povabim, da spremljate našo volilno kampanjo, poskušajte čim bolj objektivno, kar tudi verjamem, da bo spremljati naš program. Ne bi želel, da je izid volitev na podlagi populizma, ampak želim, da na osnovi primerjave programov, ki jih bomo predstavili, in prepričan sem, da so ti argumenti, torej programske vizije, na moji strani. Imam realen program, vse potrebne kompetence, da ga skupaj z strokovnimi službami, novim občinskim svetom tudi izpeljem. Hvala lepa.